Sveti oče je danes popoldne v Vatikanski baziliki vodil bogoslužje Velikega petka, ko se spominjamo Jezusovega trpljenja in smrti. Obred se je začel s počastitvijo oltarja, papež je pred njim legel na obraz, vsi ostali pa so ga pospremili s tiho molitvijo. Sledilo je besedno bogoslužje, nato po prošnjah češčenje križa in zatem še obhajilo. Homilijo je, kakor je v navadi na Veliki petek, imel papeški pridigar pater Raniero Cantalamessa. Abbiamo ascoltato il racconto della passione di Cristo. Pripoved o Kristusovem trpljenju je v svojem bistvu poročilo o neki nasilni smrti. Novic o nasilni smrti v teh dneh ne manjka. Sledijo si s takšno hitrostjo, da vsak večer pozabimo na tiste, ki smo jih slišali dan poprej. Kako torej, da se svet po 2000 letih še vedno spominja, kakor da bi se zgodila včeraj, smrti Jezusa Kristusa? Ta smrt, je pojasnil pater Cantalamessa, je zavedno spremenila obličje smrti. Dala ji je nov smisel. Evangelist Janez zapiše, da sta, ko je eden izmed vojakov s sulico prebodel Jezusovo stran, pritekla kri in voda. Gre za jasen namig na Ezekielovo preroštvo, ki govori o prihodnjem templju Boga, iz katerega privre voda, ki postane reka, primerna za plovbo in okoli katere uspeva vsaka oblika življenja. Izvir te reke žive vode je Kristusovo prebudeno srce.